Pozdravljeni v zadnji šolski oddaji Aktualno na GFML v letošnjem šolskem letu 2016-2017. Letos smo kulturni maraton iz šolske zelenice preselili na Otok Ljubezni v Ižakovce. Zadnje dneve junija, ko se približuje konec šolskega leta, smo učilnice zamenjali za prijetno okolje ob naši reki Muri, kjer je potekal že 20. kulturni maraton. Začeli smo leta 1998 na pobudo takratne profesorice slovenščine, gospe Cilke Jakelj, in to tradicijo nadaljujemo vse do danes in prepričan sem, da tudi v prihodnje. Posebnost letošnjega kulturnega maratona pa je ta, da prvič ga ne izvajamo v Ljutomeru, ampak da smo v bistvu se cela šola, vsi dijaki in pa zaposleni predstavili na levo stran reke Mure, na Otok Ljubezni, tukaj v Ižakovce, in pa osrednja tema je reka Mura. Dijake GFML smo dobesedno zasedli prelepi Otok Ljubezni v Ižakovcih, kjer smo izvedli večino ustvarjalnih delavnic. Nekateri dijaki pa so svoje aktivnosti izvajali v bližnji okolici. Tako so eni prekolesarili obrežje naše reke Mure, na desnem bregu so dijaki ribiči polovili nekaj rib oziroma tekmovali med seboj, kdo ulovi večjo. Dve skupini dijakov sta se podali na rafting po zaenkrat neokrnjeni reki v upanju, da bo taka tudi ostala. Udeležili smo se delavnice Avtentična rekonstrukcija pomorskih antičnih bitk. En čoln je predstavljal Kartažane, drugi čoln je predstavljal Rimljane. Bo pa Jaka povedal, kako je bil izid bojevanja in njegovo znanje zgodovine. Kjer je čoln točno kjer je predstavljal? Mi smo zmagali, tako kaj smo. Ne, mislim, ko ste neč, mi prvi na cilj prišli. Svoj prostor v senci dreves in paviljonov so našli lončarji, ki so pod mentorstvom izkušene profesorice ustvarjali različne skulpture. Nedaleč stran smo se seznanili s tem, kaj je in kako poteka polstenje iz domače volne. Eni si delajo verižice, s enim fantom delamo copate, milo filcamo. Tako nastane marsikateri zanimiv in uporabni izdelek. Tudi pletenje košar je lahko prav prijetno in čeprav izgleda zelo preprosto, ni ravno tako. Zahteva seveda spretne prste in vztrajnost. Ja, če pa to zdaj tako v penziji, lepo sediš, počasi poslušaš kakšno muziko, kakšne komentarje na radiju in počasi delaš. Poletje je ravno te dni res zelo neusmiljeno, saj so temperature zrasle vse do 34 stopinj Celzija, a so se zagotovo zabavali tudi dijaki pri ljudskih plesih in se tako ob zvokih harmonike naučili nekaj plesnih osnov. Že tako drugače se ukvarjam z folklor oziroma ljudskimi plesi v prostem času, pa me je zanimalo, kakšni so ljudski plesi in navade ze strani prleškega območja. Pri sosednjem drevesu že srečamo udeležence likovne ustvarjalnice, kjer nastajajo zanimive glinene figure. Jaz sem Marko Šjanec, tako kot vi sem obiskoval gimnazijo Ljutomer. Danes pa sem tukaj z gospodom Jurakom, ki dela večina iz železa. Danes pa tukaj delamo večina z gline. Če pa se celo življenje imel željo biti gimnazijec, in zdaj mi je to grotalo na stara leta. Izbrali smo si glino, zato ker smo hoteli biti nekako bliže naravi, bliže Mure. Vemo, kad tam, kjer Mura teče ali pa kakšen potok, se da običajno tudi glino izkopati. In ker se v glini najdejo tudi razni drugi delci, ki jih recimo tudi reka s sabo nose, vse skupaj pa spominja na Panonsko morje. Zato v bistvu izhajamo pri oblikovanju posode, bolj ko ne delajo, iz školjke. In pa rekla sem, kako tudi kakšno figuro naredijo. To je poročna bejba, ker ima šopek in ima krilo. Med sprehodom že prijetno zadiši iz kuhinje, pripravlja se kosilo. Dober dan in lep pozdrav tudi iz obmurske kuharske delavnice. Jaz sem pomožna kuhalnica, to je moja šefica drugega ranga. In pri nas 23 master šefov pripravlja kosilo za vse dijake. Imamo sladko klasiko, carski praženec ali šmorn in palačinke, potem imamo eksotiko, to so tajski rezanci, pa seveda fast food klasiko, to so hamburgerji. Tik ob Muri srečamo dijake, ki skušajo v svoj fotografski objektiv uloviti čim več motivov, povezanih z okoljem, kjer preživljamo dan. S seboj smo prinesli svoje fotoaparate in sedaj poskušamo ujeti utrinke iz drugih delavnic in zajeti nekaj lepot narave. Medtem biologi žal še vedno iščejo ob reki živeče vidre in bobre. A tudi, če jih ne bodo srečali, saj so se najverjetneje pred vriščem GFML skrili v svojih bivališčih, so se dijaki od teh prebivalcih Pomurja danes marsikaj naučili. Smo pa šli na teren in pogledali teritorije, kjer živi ena in druga in jo v naravi poskusili po sledeh, markacijah,
potem po označevanju teritorija prepoznate dele, kjer se nahajajo. V bistvu s tem, ko opazujemo okrog naravo, tudi povemo, zakaj je treba to naravo ob reki Muri očuvati, kajti vemo, da zdaj je velika grožnja, so hidroelektrarne. Naravo ob reki z vsemi geološkimi značilnostmi spoznavajo v geološki delavnici, marsikaj o tem, kako so tovrstne dejavnosti potekale nekoč in kako je s tem danes, pa smo se dijaki naučili tudi med iskanjem čisto pravega zlata. Nikoli nisem ravno verjel, da je v Muri dejansko zlato, ampak zdaj smo odkrili, da je res tako, čeprav le majhni delčki in zaradi tega ne bomo obogateli, ampak vseeno. Mursko okolje je ravno pravšnji kraj za opazovanje raznoterih ptic, pa tudi drugih živali. GFML ornitologi so jih našli že kar nekaj. Videli smo zdaj zelo redkega malega martinca, pa malega deževnika, pa črnožolno smo videli, brleza smo slišali, rjavega srakoperja smo videli. Načeloma je taka, zdaj kako v zeleni listi je več slišiš, kako vidiš. Ne? Naravoslovci so obrežje analizirali še s tako imenovane kemijske in fizikalne plati. V delavnici fizikalno-kemijske lastnosti reke Mure smo zdaj pravkar analizirali reko Mure, ugotavljali smo, koliko vsebuje fosfatnih, nitratnih, nitritnih in amonijevih ionov. Zdaj bomo izmerili njeno širino s pomočjo podobnih trikotnikov, nato pa še hitrost toka. Raziskali smo tudi etnografijo tega prostora ali pa se preprosto sprostili ob poslušanju brzic ali branju poletne literature. Mi imamo delavnico knjige za dušo, to smo se prečak izbrali z namenom, ko pač dijaki preberejo različne knjige, ki je tema tako rahlo psihološka in namen je, ko dijaki pač zgodbe preberajo. In iz tega najdejo kaj za sebe. Nedaleč stran so dijaki ustvarjali še gledališko-etnološki performans, se igrali čutilne igre in tekmovali v žongliranju z nogometno žogo. Ja, torej mi imamo čutilne igre, to so razne socializacijske igre, kjer uporabljajo dijaki različno čutilo. Predvsem, na primer, izključimo eno čutilo in na račun tega potem seveda druga čutila morajo toliko bolj izostrano delovati. In mi, novinarji, smo zaslužni za to, da si lahko vi utrinke z tega kulturnega maratona sploh ogledate. Jaz mislim, da je ta dogodek res plemenit in bi rad pohvalil vso organizacijo Gimnazije Ljutomer, vse tiste, ki ste soustvarjali dogodek s tako plemenito idejo, da se ohrani sama reka Mura, mislim zelo všečno, predvsem da mladi tudi soustvarjate lokalni utrip tukaj. Ja, današnji dogodek je bil pravi eno prvovrstno presenečenje za mene, prej sem nisem čakal takega dogodka, vsekakor ta narava tukaj ob reki Muri je nekaj enkratnega in zaradi tega pravim se bo tudi udeležil tega dogodka, ker je v bistvu povezave z reko Muro. Želimo, pa sem tudi prepričan, da bomo uspeli, da ob reka Mura tudi z takimi dogodki še naprej neovirano tekla svojo pot, tako kot je tekla že stoletja in tisočletja. Ko pogledam te mlade ljudi, vidim, da uživajo, da so sproščeni, da se dobro počutijo v tem okolju in vsekakor pozdravljam take prireditve, take aktivnosti, čim več jih mora biti. In tako se je v pestru ustvarjalnem vzdušju vroč 22. junij 2017 prevesil v prijeten večer. Reka Mura, navdih in inspiracija mnogim, je tokrat k ustvarjanju navdihnila dijake drugega letnika gimnazijskega programa. Pri filmskem ustvarjanju smo letos obravnavali dokumentarni film. Družbeno-politična, okoljevarstvena in gospodarska tematika je pogosta tema dokumentarnih filmov, zato vroče teme morebitne izgradnje elektrarn na Muri enostavno nismo mogli spregledati. Pod mentorstvom profesorja Ludvika Rogana je nastal dokumentarni film o negotovi usodi reke Mure z naslovom Pravi ji dom. Premiera filma se je odvila v sredo 21. junija ob 19. uri v Domu kulture Ljutomer. Obiskovalci so ob filmu lahko prisluhnili pevski točki in recitaciji, zbrane pa je nagovoril tudi ravnatelj Zvonko Kustec, ki je poudaril, da je novo nastali film eden izmed pomembnih korakov k umetniški gimnaziji, smer gledališče in film, katero bodo prvi dijaki začeli obiskovati letošnjega septembra. Zbrani so si lahko ogledali tudi kratki film Dilema, prav tako izdelek dijakov drugega letnika, ki je v iztekajočem šolskem letu nastal v okviru natečaja Predstavljaj si svet brez korupcije, ki ga je pripravil Transparency International Slovenija. Obiskovalci so zadovoljni zapuščali dvorano, vam pa v nadaljevanju ponujamo kratek izsek iz filma. Sedno pomeni meni, da sem ti malo, odnegda sem to bil, ne, pa se mi zdaj tudi si mislim, dokaj sem zdrav, pa sem malo tudi razvedrili, ne, med ljudmi pa, ne.
Pa od nekdo to že je, kako pomeni nazaj, od 13 leta, da sem sploh tako na Muri živel. Torej, meni reka Mura ne pomeni nič več, niti nič manj kot recimo reka Soča ali pa reka Krka. Vse tri so lepe. Velikokrat obiščem Muro, pomeni mi en tak miren prostor za doživljanje narave in ena osrednja žila za to območje. Tako da se na ministrstvu zelo trudimo, da ima takšen status, kot si ga zasluži. Vedno se z veseljem podam ob reki Muri, namreč tukaj najdem tudi vrste, ki jih nikjer drugje v Sloveniji ne morem najti. In to so tudi izjemno ogrožene vrste, ki kot naravovarstvenika vedno navdušujejo in te osrečujejo, še posebej, ko se večkrat vrneš na isto mesto in vidiš, da so še vedno tukaj. Osebno pa mi je to v bistvu nekako beg pred civilizacijo, kjer se sprostim in me ponovno napolni z energijo, da lahko delujem naprej v tem svetu stresa in džungle betonske. Zdaj, ko tu sedimo na vodi, slišimo in čutimo žuborenje. Sam se zelo rad vozim in tudi moja soproga, žena, se zelo rada voziva s kajakom po reki Muri. S prijatelji peljemo večkrat z raftom. Po Muri, v Dravo in po Dravi še naprej, proti koncu Hrvaške. Po zimi hodimo na sprehode. Ko ni komarjev, po zimi, ko se marsikaj vidi drugače kot poleti, v vseh letnih časih se v bistvu gibljamo po celotni Muri na obeh straneh. Pomeni mi na nek način povezavo s temi kraji. Spomin na nekaj, kar je bilo in kar še bo in kar nas napolnjuje z mirom. Meni je tu kontemplacija. Rabim to modro nebo, to zelenje, to vodo. Brez tega si ne predstavljam življenja. Današnji grabezljivi čas nam je že preveč nanjezel. Vsem. Tudi nam Pomurcom, ljudem ob tej reki, ne? In bar Murena najne zeme, ne? Mislim, da vse, kar bo ta pokrajina v prihodnosti, v gospodarskem smislu, v kulturnem, v identitetnem, v materialnem, duhovnem, torej, more in lejko temelji na nekaj temeljnih kamnih, ki so nam še ostali, tisti redki, in ena od teh je prav gotovo neokrnjena in takšna, kot je zdaj Mura. Zato vsi, ki si jemljete pravico odločati o prihodnosti reke Mure in spreminjati pokrajino ob njej, polagamo vam na srce. Razmislite, preden bo prepozno. Čez nekaj mojih let se vidiva. Šolsko leto smo kot vedno zaključili za slavnostno akademijo v telovadnici Šic, kjer smo podelili priznanja najboljšim dijakom. Zdaj že tradicionalno šolsko leto zaključimo slavnostno akademijo, s katero počastimo dan državnosti, se obenem spomnimo vseh večjih dogodkov skozi celo leto ter podelimo priznanja najboljšim dijakom. Letos nas je s svojim obiskom počastil tudi aktualni minister za kulturo Tone Peršak ter nam namenil nekaj vzpodbudnih besed. Danes vsi povejo, da 3/4 poklicev, za katere se danes učimo, čez 10-15 let ne bo več. Prišli bodo novi poklici, o katerih danes pravzaprav še nič ne vemo, tako kot pred 15 leti nismo vedeli za številne poklice, ki so danes na vrhu top lestvice poklice. In tisto, kar se je pravzaprav najbolj pomembno naučiti, je to, kako vstopiti v ta svet na kreativen način. Na način, ki nam omogoča, da se vedno znova prilagodimo razmeram, da jih znamo obrniti tudi sebi v prid. Ne v smislu sebičnosti, ampak v smislu, v tem pomenu besede, da znamo izkoristiti svoj kreativni potencial. In pri tem razvoju kreativnega potenciala, ki je v vsakem izmed vas, je izkušnja kulture, umetnosti izjemno pomembna, zato ker nam pomaga razvijati domišljijo. In domišljija je osnova vsake kreativnosti
ker nam omogoča, da si lahko predstavljamo tisto, česar ni, ali pa tisto, česar še ni. In tudi znanstvenik si najprej predstavlja tisto, kar še ni odkrito, zato da na nek način si trasira pot, po kateri bo šel do odkritja. Še toliko bolj velja to za umetnika na katerem koli področju, to velja tudi za menedžerja, to velja za tistega, ki razvija nove programe, kot veste, v računalništvu. In to velja za vedno več poklicev. Pri vseh mehaničnih poklicih, pri tistih, ki zahtevajo samo neko mehanično delo, nas bojo zamenjali stroji, roboti, stroji, ki jih bo vodila umetna inteligenca. Človeku bo ostal prostor kreacije, kreativnosti, izumljanja vedno novega. In zato je tako pomembno, da vas šola uči te odprtosti, te sposobnosti prilagajanja mišljenja. In jaz samo upam, da država, v kateri živimo, da je sposobna k temu pomagati. Priznanja z različnih področij od materinščine, tujih jezikov, naravoslovja, družboslovja, pa vse do raziskovalnih dejavnosti je letos sprejelo čez 150 dijakov. Na njihov letošnji uspeh pa jih bodo spominjale še lepe knjižne nagrade. Na GFML smo tudi letos zabeležili več kot 300 dogodkov, ki so tako ali drugače dopolnili ali popestrili delo na šoli. Začetek šolskega leta si že tradicionalno zapomnimo po vrnitvi naših maturantov z maturantskega izleta. Tokrat so se mudili prelepi Grčiji, ki je trenutno hit tovrstnih potepanj. In začeli smo na polno. Že v prvem mesecu so se zvrstili številni narodni in mednarodni projekti. Najprej Danska od blizu, potem pa smo z raznimi delavnicami na šoli, v mestu in po drugih osnovnih šolah obeležili Evropski dan jezikov. Udeležili smo se tudi mednarodnega debatnega tekmovanja v nemškem jeziku, ki je potekalo v Pragi. Pripravili smo delavnice iz logike in razvedrilne matematike, dijaki predšolske vzgoje pa so sodelovali v projektu Otroci v vrtcu, kjer so prisluhnili strokovnim predavateljem s področja vzgoje in izobraževanja. Našo gimnazijo je obiskal predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez. Dijaki so ta dan okusili delo poslancev Državnega zbora, saj so razpravljali o spremembi volilne zakonodaje in znižanju volilne pravice na 16 let. V okviru vsakoletnega literarnega projekta Oko besede nas je obiskal priznani slovenski pesnik in pisatelj Niko Grafenauer. O književnem ustvarjanju, še bolj pa o režiji in snemanju znanih slovenskih filmov, smo se pogovarjali tudi z Goranom Vojnovićem, ki nas je obiskal ravno jeseni, ko je Prlekija menda najlepša. Kot konzorcijski partner Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in Nacionalnega inštituta za biologijo smo v okviru vseevropskega projekta Noč raziskovalcev, ki je potekal pod sloganom Znanost za življenje, skušali poklic raziskovalca oziroma znanstvenika približati širši javnosti, zlasti pa mladim. Jesenske dneve si bomo zapomnili tudi po vsakoletnem taboru DSD, na katerem se dijaki pripravljajo na opravljanje izpitov iz nemškega jezika Deutsche Sprachdiplom. Tretji letniki so se ta mesec mudili na Dunaju, kjer so svoje izkušnje izmenjali z eno od tamkajšnjih gimnazij. Oktobra smo sodelovali na modelu Evropskega parlamenta v Sofiji v Bolgariji. MEP je kasneje potekal še dvakrat v Kopenhagnu in Maastrichtu, letos namreč mineva 25 let tako imenovane Maastrichtske pogodbe. Dijaki predšolske vzgoje so letos prvič lahko opravljali mednarodno praktično usposabljanje v vrtcih. Tako so za 2 tedna odpotovali v Leeds, Veliko Britanijo, kjer dan vrtcu ni ravno enak našemu. In take izkušnje so vsekakor več kot dobrodošle. Seveda smo sodelovali tudi na vzgojiteljadi, ki je letos potekala v Celju. Še pred začetkom zime smo izvedli niz delavnic globalnega učenja e-Think 2015, Misli globalno, je lokalno in obiskali ekokmetijo ali se kasneje udeležili delavnic poklicnega novinarstva. Jesenske počitnice so se napovedale z ekskurzijami v Strasbourg in Pariz, tisti, ki jim je bližje nemški jezik, pa so se odpravili v Berlin. November je zaznamoval projekt Investiga Madrid, sredi meseca pa že tradicionalni Miklišičevi dnevi, z letošnjo temo Jezik, izziv časa in okolja.
V knjižnici smo pripravili razstavo Zaznamovalci časa, ki je prikazala pomen ljudskega pesnika, narodnega buditelja, duhovnika Leopolda Volkmerja ter akademika dr. Frana Zadravca. Na simpozijskem delu smo gostili dr. Marka Jesenška z Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki je predaval na temu Pišemo zgodovino, razvijamo jezik. Gostili smo tudi dr. Urbana Brena z Fakultete za kemijo Univerze v Mariboru, ki je popestril znanstveno dogajanje s predavanjem o kemijski karcinogenezi, prosti energiji in računalniški simulaciji. Prvi letniki so obiskali še Miklušičevo domačijo v Radomerščaku, kjer so se izkazali v poznavanju Miklušičevega dela, in Ljubljano, ki so jo tokrat spoznali bolj kot mesto umetnosti in znanosti. Drugi letniki pa so se velikemu jezikoslovcu poklonili na centralnem Dunajskem pokopališču in pod arkadami Dunajske univerze. Dijaki GFML smo se novembra udeležili tudi nacionalne konference Strukturirani dialog za družbene spremembe in se med drugim pogovarjali s predsednikom Vlade Republike Slovenije dr. Mirom Cerarjem. Ta mesec so potekala tudi številna državna tekmovanja, pri logiki smo pobrali 2 zlati in 2 srebrni priznanji, v znanju o sladkorni bolezni se ponašamo s 5 zlatimi priznanji, v razvedrilni matematiki 2 zlatima in 6 srebrnimi. Dijaki izbirne kemije in fizike so na ekskurziji na Koroško, v Slovenj Gradec in Vitanje ter na avstrijsko Štajersko v Bad Radkersburgu spoznavali naravoslovje malce drugače. December mineva v znamenju predbožičnega oziroma novoletnega vzdušja. Tako smo kar nekaj sobot preživeli na Dunaju in si ogledali svetovno znani musical Evita. Dijaki predšolske vzgoje so z glasbenimi, plesnimi in gledališkimi točkami pripravili projekt Veselo pričakovanje, predstavo, ki napoveduje bližajoče se vesele praznike. Na šoli nas je obiskala atešejka z Francoskega inštituta, praznovali pa smo tudi dan samostojnosti in enotnosti, ko nas je navduševal Špas teater z gledališko predstavo Lada Bezovičarja Slovenska literatura v Dadožu. V novo leto stopamo z več zmagami na debatnih turnirjih in na široko odpiramo vrata. Na naši šoli smo namreč gostili učence nekaterih pomurskih osnovnih šol, njihove učitelje, obiskali pa so nas tudi starši bodočih srednješolcev. Goste smo povabili k posameznim učnim uram, sodelovali so tudi pri snemanju radijske televizijske oddaje, spoznali pa so tudi šolski pevski zbor, Orfovo skupino, gledališko šolo in ostale dejavnosti. Isti dan smo gostili tudi English Students Theatre, ki deluje pod okriljem druge gimnazije Maribor. Predstavili so se z musicalom Alica v čudoveški deželi. Sledile so številne naravoslovna tekmovanja iz astronomije, tekmovanje bober, tekmovanje iz naravoslovja, tekmovanje za kemijsko olimpijado in fizikalni tabor. Tretji vikend v mesecu januarju se nas je 30 dijakov v spremstvu profesorjev športne vzgoje odpravilo na zimski tabor na Roglo. V duhu sprejemanja in tolerance do vseh pa smo se odločili pripraviti tudi mednarodno likovno kolonijo, ki smo jo naslovili Sožitje različnosti. K sodelovanju smo pritegnili drugo gimnazijo iz Varaždina, umetniško gimnazijo iz Nove Gorice, Borg iz Bad Radkersburga ter srednjo dvojezično šolo iz Lendave. Februar je mesec kulture, zato se vneto pripravljamo na počastitev slovenskega kulturnega praznika in znamenito Prešernovanje, kjer so se, kot že leta poprej, znova izkazali naši drugi letniki. V tem zimskem mesecu smo si lahko ogledali še angleško predstavo Drakula ter številne bodoče srednješolce na informativnih dnevih. In potem dolgo pričakovani maturanski ples, kjer končno četrtošolci dokažejo, da znajo plesati. In ker so februarja dobri pogoji za opazovanje zvezdnega neba nad GFML, smo počeli tudi to. Marec je v znamenju frankofonskih dnevov, ki so se najprej odvili v Celju, kasneje pa smo podobnega organizirali tudi doma v Ljutomeru in seveda jubilejnega 15. mednarodnega debatnega turnirja, na katerem je sodelovalo 39 ekip in sodnikov iz 11 držav. Vsi tuji učitelji v okviru tega projekta med šolskimi urami našim dijakom predstavijo svoje dežele in kulture. Dijaška ustvarjalnost, pesem, glasba, poezija in še kaj so odmevali po prostorih GFML na literarnem večeru. Dijaki tretjih letnikov predšolske vzgoje so pripravili ustvarjalnice, zanimive delavnice za predšolske otroke, ki so nas obiskali na naši šoli. Marca nas razveselita 2 zlati in 5 srebrnih Cankarjevih priznanj, dobili smo tudi državnega prvaka v
hitrem in zanesljivem računanju, 2 zlati priznanji na tekmovanju iz biologije. Pomladne dnevi so kot nalaz za državno srečanje Orfovih skupin v Ljubljani, kjer seveda ne gre brez naših Orfekov. S predstavo Pisani tobogan, ki je skupaj gledaliških, plesnih in glasbenih točk, vsako leto obiščemo vrtce Pomurja. Sledijo uspehi na regijskem srečanju mladih raziskovalcev in državnem tekmovanju iz matematike. 9 srebrnim priznanjem iz nemščine se pridruži še državna prvakinja Tanja Holc. Sodelujemo v Poprih na tekmovanju podjetniških idej in se končno malo spočijemo na ekskurzijah v Rimu, Prago in London. Prva je namenjena prvim letnikom, ki se pri pouku srečajo z antiko, ostali 2 pa utrjevanju jezikovnega in književnega znanja v 2. letniku. Meseca ljubezni si ne moremo več predstavljati brez množične udeležbe na maratonu 3 src v Radencih. Letos nas je teklo in športalo kar rekordno število dijakov. S pesmi v nov dan so se dijakinje pevskega zbora GFML predstavili na različnih lokacijah po mestu Ljutomer. Dijaki 1. in 2. letnika predšolske vzgoje so s pomočjo otrok iz vrtca Ljutomer in učencev 1. razreda osnovne šole Ivana Cankarja s kredami porisali šolsko parkirišče, peli pesmi v znakovnem jeziku in se igrali igre naših dedkov in babic. Potem so, kot vsako leto, maturantje zaplesali ulično četvorko in tako zaznamovali začetek konca 4-letnega druženja na GFML. 9. maj, dan Evrope, smo GFML-jevci obeležili z EU forumom na teme, ki so tresle Evropo. Da, in začela se je matura, z letošnjim spornim naslovom za esej. 2. letniki so tako morali svoje šolske klopi za en dan odstopiti žučnim maturantom, zato so odromali vidrijo na ogled rudnika živega srebra in znamenite čipke. Medtem naši tekmovalci nezadržno pobirajo priznanje za priznanjem. 5 zlatih in 3 srebrne Preglove plakete, 4 zlata, 4 srebrne na srečanju mladih raziskovalcev, 4 zlata in 6 srebrnih iz poznavanja flore. Odlično. In tako se leto obrne. Počasi smo šolske klopi zamenjali za prostor v Muri, kjer je potekal letošnji barviti kulturni maraton. Poleg tega na šoli poteka kar nekaj projektov, s katerimi širimo naše znanje, sposobnosti in izkušnje. V sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvom za izobraževanje med drugim letos iščemo inovativna učna okolja za delo z nadarjenimi dijaki, izvajamo pa tudi projekta, kot so ATS 2020 in New Start. Vsi ti projekti pravzaprav imajo en cilj: izboljšati pouk in dati priložnosti in ustvarjati pogoje za učenje dijakov. In osebno in v imenu zavoda se zahvaljujem vsem tistim profesorjem, s katerimi smo resnično, profesionalno in kolegialno pravzaprav delali v preteklem in predpreteklem šolskem letu. In prepričana sem, da bodo izkušnje, dosežki, pravzaprav tisti, ki bodo tudi nekako kreirali program dela v naslednjem šolskem letu, program dela celotne gimnazije. Tako je minilo še eno uspešno leto na GFML in dijaki smo nestrpno dočakali že zaslužene poletne počitnice. Junij je bil, kar se dogodkov tiče, zelo pester mesec in vse to sledi v nadaljevanju oddaje. Poletje v parku ob sobotah in nedeljah je prireditev, ki med 3. junijem in 23. septembrom deluje v okviru poletnega art kampa in se odvija v Mariborskem mestnem parku. Na prireditvah se predstavijo številni umetniški ustvarjalci, ki ustvarjajo za različne ciljne skupine. Nedeljsko dopoldne 11. junija so v parku zaznamovali ljutomerski gimnazijci. Na odru Triglav so v čarobnem okolju obiskovalce v svet džazovske glasbe popeljali člane glasbene skupine Wannabe Jazz Quartet Gašper, Niko, Gašper, Luka in Istok. Sledil je nastop članov gledališke skupine na osrednji promenadi. Pod vodstvom mentorice Mojce Hasjak so nastopili s predstavo, ki temelji na gibu. Ustvarjalci so ji poimenovali Samatki ali Kdo sem jaz. Meta, Mitja, Leja, Enja, Jure, Žan in Luka so svojo gibalno izraznostjo navdušili za nedeljsko dopoldne številčno občinstvo. Povabilo in sodelovanje na prireditvi pomeni lepo priznanje tako za šolo, kakor za nastopajoče.
Med 8. in 10. junijem 2017 so v Murski Soboti potekali Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, ki jih organizira Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Prireditve so se udeležili tudi dijaki drugih letnikov gimnazijskega programa. Pod strokovnim vodenjem organizatorjev so spoznali način samoobrambe v primeru fizičnega napada, ki so ga demonstrirali policisti. Ogledali so si reševanje s helikopterjem in v kraških jamah, gasilsko, tehnično in zaščitno opremo ter spoznali sistem delovanja različnih služb sistemov Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Znanje in informacije, ki so jih dijaki pridobili na prireditvi, so življenjskega pomena in so nadvse koristni. 10. junija je v Murski Soboti hkrati potekalo 23. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa, na katerem je našo šolo zastopalo 6 dijakov prvega A razreda. Ekipa se je zelo dobro odrezala, saj je v svoji kategoriji dosegla prvo mesto. V ocenjevanju vodji ekip pa je Žan Sever zbral največ točk. Dobro jutro, jutranja oddaja Televizije Slovenija je v petek 9. junija gostovala v Ljutomeru. Skupaj z ustvarjalkama oddaja Marijo Merljak in Špelo Močnik so na hipodromu in glavnem trgu v širni Sloveniji prikazali prleške kulinarične posebnosti, predstavili prireditve in dejavnosti, ki se dogajajo v mestu. Pri tem je sodelovala tudi naša gimnazija. Ravnatelj je gledalcem predstavil umetniško gimnazijo, katero bodo prvi dijaki začeli obiskovati jeseni, dijaki GFML pa so poskrbeli za odlično kuliso z ustvarjanjem likovnih del na glavnem trgu. Z današnjo oddajo pa se dijaki in kolektiv GFML od vas poslavljamo. Želimo vam prijetne počitnice in se ponovno vidimo septembra. Adijo!